Spoštovane občanke, spoštovani občani, v Evropskem tednu mobilnosti so vam v programu pozabili napisati, da se bo povišala cena vozovnic. To bi moglo tudi biti v tem programu. Nujno bi bilo zelo zanimivo, zelo dober tajming in zelo zanimiva obrazložitev. Jaz bom imel obširno razpravo, ne bom bil kratek, tako kot je bila moja predhodnica, ker je tukaj res veliko stvari za povedati. Torej, za skoraj 13% se zvišuje cena za enkratno vozovnico. Zdaj pa gremo prvo na to opredelitev, ki smo jo slišali od uvodničarja. Enaka razdalja, enaka cena, potem dajo kot nek slab izgovor, dajete in v oddelku in v LPP-ju se na uredbo sklicujete. Upam, da ste se ostali tudi prebrali uredbo. V uredbi marsikaj piše in ne neka direktna povezava z Mestno občino Ljubljana. Občina ima pravico sama določati ceno vozovnici. Tarifna lestvica do 5 km 1,5 evra. Med 5 in 10 2. Med 10 in 15 2,5. Kaj bomo potem? Se bomo tudi tukaj prilagajali. V Ljubljani se usedeš na enem koncu, je hiter 5 km. Hiter je tudi 10 km na tej strani. Kaj bo potem še više enkratne vozovnice? Potem kaj? To tudi ne pije vode iz katerega. Pozabili ste tudi na uredbi, da piše, da se mesečna vozovnica, da pride do izračuna cene mesečne vozovnice tako, da se pomnoži cena enkratne vozovnice z 32. Kaj bo potem? Naslednji korak je kaj? 48 evrov za mesečno vozovnico. To govorim za občane, brez študentov in tako naprej. Tako da se ko ste na hitrco to opredelitev in še celo tukaj ste zapisali, da pričakujete 1,7 milijona evrov letno večjega prihodka, me prav zanima, bomo opazovali, če se bo to zgodilo. Vidimo pa, da z vsemi temi ukrepi, ker cena enkratne vozovnice je širše vprašanje, v kakšnem mestu želimo živeti. In je povezan z različnimi stvarmi. Ne samo s tem, da bomo na tak način pridobili več tistih, ki bojo kupili mesečne vozovnice. Ker vidimo, da se z leti, s temi ukrepi, ki jih je občina delala, s parkiranjem in tako naprej, da se je delež tistih, ki grejo na avtobuse, da se je znižal. Znižal se je na način, da tudi jaz sem med temi, številni smo intermodalni, da uporabljamo, gremo peš, s kolesom ali z avtomobilom. In občasno tudi se uporablja javni prevoz. In kaj se v taki situaciji, ko je neka širša politika, naprimer, to se nikoli ne sme v nekem mestu zgoditi, da je cena 1 ure parkiranja, da je cenejša od vozovnice za enkrat. Kaj to pove nekomu, ki ima avtomobil? Da gre raje z avtom in bo opravek in parkira in se vrne naprej. To je pač s to ceno, ko gremo nad ta strošek, to je dodatna spodbuda, da ne izberemo avtobusa. Tako da ni pametna politika v tem smislu. In celo, danes smo slišali, da imajo nekatera mesta celo brezplačno imajo potniški promet. Ja, ga celo ni Zoran, ampak je Zohran. Mandami, naprimer za New York, verjetno bodoči župan New Yorka celo napoveduje brezplačno v New Yorku. In tukaj vidimo, da je tudi Ljubljana nekje na sredini. So številna mesta, ki so tudi večja in tako naprej, ki imajo ta mestni potniški promet veliko boljš organiziran. In zdaj boste rekli, tudi tukaj so ponovno hruške in jabolka. Zdaj imamo mestne linije, imamo mestne podaljšane linije, imamo te medkrajevne linije in smo to zdaj kar vse pomešali. Če se je mogli samo na nekaterih linijah podržiti, to ni večina linij. Je mogoče po številkah, ampak večina je tisto, kaj meščani vsakodnevno uporabljajo, kje je največ tistega prometa. Tako da je res v območju Mestne občine Ljubljana, ne te, ki so povezane na tak ali drugačen način z drugimi deli
z drugimi občinami v soseščini. Tako da se res to ni prava smer in to že vidimo že od začetka leta. Tudi to je bilo danes že omenjeno, od začetka leta gremo vse v neke podražitve. In še kaj je najhuje, da se mi tistih najbolj revnih, ki si ne morejo mogoče tudi privoščiti, ker imamo vsak tak strošek, kljub temu, da mi imamo za brezposelne vozovnico za 20 evrov, ampak ko se odločajo za samo mogoče parkrat na mesec, da nekam grejo, jih še dodatno jih mogoče obdavčimo. Zakaj smo mi občina? Mi občina nismo kot bogato mesto samo za nek luksus, pa za elite, da nekaj gradimo, ampak da imamo te osnovne usluge, da so kot morajo biti. In ni tukaj, lahko je biti v LPP-ju, da samo menedžiramo obstoječe stanje. Dajmo malo skočiti nekaj novega narediti. Ni to, lahko je samo pokrit, pa bomo malo to nove avtobuse kupili, pa vzdrževali število delavcev in tako naprej. Gremo resnično nekaj narediti, da je to v dobro umeščano. Kakor so neke linije, zdaj imamo vse fokusirano samo na center. Lahko se tudi, da iz nekega dela mesta pridemo lahko direktno v drug del mesta. Ne, da jaz rabim iz Novih Fužin do Taborja 1,5 ure. Tako da to ni neka spodbuda za ta LPP. In kljub temu, zaradi nekih incidentov in ker ne znate menedžirati naprimer te nočne linije, ste zdaj, ne bomo jih uvajali, ne bomo šli nasproti tistim, ki uporabljajo tudi v promet v nočnem linijah. Danes ste v poročilu ste se lepo pohvalili, kako ste se županom Dunaja fotografirali. Pa dajmo zdaj tudi od tega Dunaja te nočne prevoze, pa kako imajo oni kaj urejen. In tukaj ni potrebno se na njihove budžete sklicovati. Ljubljana ima več kot dovolj velik budžet, da lahko vse to realizira. Tako da ta politika teh vozovnic, mi se ne bi tukaj mogli pogovarjati o zvišanju, bi se celo morali pogovarjati o znižanju. In bi celo te vozovnice enkratne bi se lahko pogovarjali o 1 evru. In šli korak nazaj, da pridobimo čim več meščanov, ki bojo uporabljali avtobus, da jih pridobimo nazaj na avtobuse. Tako da to je neka rešitev, ki bi bila pred nami. Tako pa na tak lahek način in kaj opažam, tudi ta dokument, kot vsi ostali dokumenti se vidi iz leta in leta, da se v tem mestnem svetu dokumenti, da se kvaliteta dokumentov slabša. In se zataknete na nek argument, ki potem res ne pije vode. Veselim se debate v nadaljevanju. Hvala.